Ste torej že dobili koalicijsko pogodbo, kot je napovedal prvak SDS-a? Hitri ste, niste edini, ki to danes sprašujete. Vsaj jaz z njo še nisem seznanjen. Je pa to vprašanje za našega predsednika Jerneja Vrtovca. Verjetno pa, glede na napovedi gospoda Janše, glede na to, da je bil danes sprejet z 49 glasovi zakon o vladi, ki smo ga tudi mi v NSi, SLS in Fokusu podprli, sledi to naslednji korak. Tako je bilo napovedano in ga pričakujemo. No, Janez Janša je danes v pogovoru za Planet TV dejal, da ne vodi neuradnih pogovorov za sestavo koalicije. Ima morda vaš predsednik Jernej Vrtovec njegov mandat, da vodi te neuradne pogovore? Jernej Vrtovec ima mandat sveta Nove Slovenije, najvišjega organa med dvema kongresoma, da se dogovarja vse v zvezi z morebitnim oblikovanjem desno-sredinske razvojne koalicije in tu je Nova Slovenija, SLS in Fokus, ta trojček, lahko rečem, tisti politični akter, ki smo že pred volitvami obljubljali, da bomo naredili vse, kar je možno za desno-sredinsko razvojno koalicijo, ki bo tudi, upamo, rezultirala v neki desno-sredinski razvojni vladi. In to delamo tudi po volitvah in ta interventni razvojni zakon, ki je bil danes v prvem branju tudi potrjen in ki prinaša številne rešitve v smer razbremenjevanja, deregulacije in pa tudi ukrepov, ki grejo na roko šibkejšim, finančno šibkejšim državljanom, znižanje DDV-ja za osnovno košarico, na oddajanje stanovanj, najem. S tem smo želeli narediti, lahko rečem, prvi korak, prvi test, če hočete, lakmusov papir, ali se lahko najdemo na nekaterih vsebinskih Kaj potem SDS-a ni na teh pogovorih, ki jih omenjate? Prosim? Če potem SDS-a ni na teh pogovorih, ki jih omenjate? To je zakon, ki smo ga uskladili. Ne, govorimo o koalicijskih usklajevanjih glede morebitne nove desno-sredinske vlade. To je pa vprašanje za našega predsednika Jerneja Vrtovca. Jaz vsekakor v njih nisem udeležen in bi bilo karkoli bi v zvezi s tem rekel špekulacija. Sem pa zelo vpleten v predlagateljstvo tega našega interventnega zakona, ampak to je trojček okoli NSi, SLS, Fokusa, Demokrati in Resnica, ki smo se nekako odločili, da gremo po poti najprej vsebina, potem pa ostale. Ste pa podpredsednik stranke Nove Slovenije. Vas predsednik ne obvešča o pogovorih? Mislim, o vsem me obvešča, ampak ni pa možno, da bi bil obveščen sproti čisto o vseh podrobnostih in tudi ne bi bilo korektno, ker kolikor sem pa seznanjen, neki konkretni pogovori še niso potekali, vsaj ne o teh zadevah, ki vas medije razumljivo razumejo, torej resori, razdelitev in tako naprej. Je pa jasno, da je bil zakon o vladi, ki smo ga v NSi, SLS, Fokusu podprli danes, sprejet. Zakon je dober, zakon je dobra platforma ali pa osnova za nadaljevanje pogovorov in lahko rečem, da s tem, da se zmanjšuje število ministrstev, lahko vidimo napoved ene bolj učinkovite, bolj pregledno organizirane vlade, v katere del bi si želeli tudi mi biti in kot smo obljubili našim volivkom in volivcem, bomo vse naredili za to, da do nje tudi pride in predsednik SDS-a Janez Janša je napovedal, da po sprejemu tega zakona v parlamentu bo poslal nek osnutek koalicijske pogodbe, ki bo verjetno potem platforma za nadaljne pogovore. Ampak po mojih informacijah je imela vaša stranka pretekli teden kolegij, torej predsednik ga je sklical in na tem kolegiju, čeprav razumem, ste izbirali morebitne kandidate, ki bi bili kompetentni za ministrski položaj in izbrani so bili vi osebno, torej predsednik Jernej Vrtovec, Valentin Hajdinjak in pa Vida Čadonič Špelič. Lahko to potrdite? No, hvala za kompliment. Predvsem smo v NSi-ju pa res odločeni, da ko pride priložnost za to, da želimo biti del neke desno-sredinske razvojne vlade. In gotovo vsaka resna stranka, tudi Nova Slovenija, stalno vzgaja svoje kadre. Jaz sem vesel, da smo mi nekako tudi generacijsko mešani, lahko rečem tudi po spolu in tako naprej, da imamo neko ekipo, ki lahko takoj prevzame največje ali pa najtežje odgovornosti, kar nas seveda tudi čaka, če pride do te vlade, v kateri bi mi bili partneri. Namreč, torej ste pravkar potrdili, da so bile ta 4 imena izbrana za na ministra. O mojem imenu bova tako rekla, da bova bolj realna, pa da res zmanjšam pričakovanje, ker ne bi rad špekuliral, pa kolegi, torej vašim gledalkam in gledalcem danes
podajo nekih špekulacij, kakorkoli. O mojem imenu se je veliko pisalo in govorilo tudi pred izvolitvijo predsednika državnega zbora. Takrat sem vsem odgovoril, da tisti, o katerem se največ govori, ponovadi ni prava izbira, kakorkoli. Mi, kot resna stranka, smo vedno pripravljeni na prevzem odgovornosti in vsekakor je treba vzgajati tudi svoje kadre, da so to sposobni pol peljati. Ker se zavedamo, da bojo pred nami zdajle v prihodnjih 4 letih morda celo več hudi izzivi, energetska kriza, inflacija, draginja, lahko rečem tudi varnostni izzivi. Želimo biti na to pripravljeni z najboljšo možno ekipo in mi imamo kaj ponuditi, ko bo pač do dogovorov o imenih za posamezne resorje in o razrezu resorjev tudi prišlo. Zdaj je o tem res še preuranjeno govoriti. Vaša stranka je v preteklosti nedavni sprejela tudi sklep, da v vladi Janeza Janše ne bo več. Če jo bo vodil Janez Janša, tega pomisleka v stranki zdaj ni več? Jaz mislim, da je prišlo vmes do enega kongresa, kjer je stranka prevetrila svoje odločitve. Prišlo je tudi do menjave vodstva. Prejšnji predsednik Matej Tonin zelo dobro opravlja svoje delo kot evropski poslanec v Bruslju. Mislim, da izbira prave teme, razgalja, bomo rekli, aktivistično, politično, levo politično delovanje Nike Kovač, izpostavlja preganjanje kristjanov po vsem svetu in tako naprej. In se tudi zelo zavzema za to, da bi Nova Slovenija prišla v desno-sredinsko vlado. Novi predsednik Jernej Vrtovec je pa tudi skupaj s celotno ekipo odločil, da je čas, da pridemo do političnega preobrata. In to nam je 22. marca na volitvah tudi uspelo. Volivke in volivci so tudi z našo močjo in pomočjo NSI SLS Fokusa jasno sporočili Golobovi vladi z Levico in SD-jem, da je čas za politični preobrat. Torej, oni so padli iz 53 glasov na zgolj 40 glasov podpore. Ostale stranke pa smo dobile večjo podporo, prejšnje opozicijske in še 2 novi, Resnica in Demokrati. In mislim, da bi tu lahko bil jasen signal, kaj volivke in volivci hočejo. Hočejo politični preobrat, hočejo desno-sredinsko razvojno vlado in hočejo razbremenitev, konec ideološkega boja in hočejo rešitve, ki smo jih nekako potem strnili v ta naš interventni razvoj. Torej tega zadržka ni več. Demokratom naj bi pripadlo gospodarstvo, kultura in pa zdravstvo. Drži, da tudi vaša stranka še vedno cilja tudi na zdravstvo? Resorji še niso razdeljeni. Imamo pa v Novi Sloveniji gotovo enega boljših zdravstvenih programov. Gre predvsem za to, da je treba pacienta postaviti v središče. Pacienta in njegove potrebe. Kaj pa je potreba, ko mi potrebujemo, ko se zbolimo ali se poškodujemo? Najprej moramo takoj, hitro in brez doplačil dobiti najkvalitetnejšo možno storitev in to je naš program. Torej, vključiti je treba vse kapacitete, končati je treba, prenehati je treba z ideološkim bojem proti zdravnikom, proti koncesionarjem in tako naprej, kajti tu je veliko ideološkega zavajanja ljudi, ki morda ne poznajo tako podrobno ustroja našega javnega zdravstvenega sistema. Mi smo za javni zdravstveni sistem, ki pa naj vključi vse možne kapacitete. Treba je začeti odpravljati čakalne vrste, da se ne bo dogajala borovnica in čakanje celo noč, ko se pač pojavi ali pa odpre nova ambulanta. Predsednico države Natašo Pirc Musar je poslanec SDS-a Žan Mahnič označil za komunajzarko, ker za mandatarja ni predlagala prvaka SDS-a. Je to za vas sprejemljiva komunikacija morda bodočega koalicijskega partnerja? To je vprašanje najprej za njega. Sam tako ne komuniciram in tudi ne bi komuniciral. Spoštujem, lahko rečem, funkcije državi, kajti to je tudi neke vrste red, ki ga ljudje pričakujejo. Zdaj smo imeli 4 leta kaosa, lahko rečem 4 leta ideološkega boja in mi moramo stvari umirjati, žogice umirjati. NSI SLS Fokusu komuniciramo spoštljivo, spoštujemo. Ampak boste opozarjali morda tudi koalicijske partnerje. Kar pa ne pomeni, da se s predsednico republike Natašo Pirc Musar o vsem strinjam. Seveda je preuranjeno govoriti o kakih koalicijskih partnerjih. Ko bomo pa skupaj v vladi, bomo pa gotovo skupaj sprejemali odločitve, če bo do tega prišlo. Menite, da boste lahko dolgoročno sodelovali z Resnico kot nekoalicijsko stranko? Jaz sem v preteklosti, po moje, s svojim političnim delom in pa tudi NSI je v preteklosti s svojim političnim delom dokazala, da je sposobna držati nek politični nivo, dostojanstvo, operativnost, tudi komunikacijo. Poglejte, z vsakim, ki se je res pripravljen dogovarjati
se da dogovoriti. Če pa nekdo samo bije ideološki boj in želi doseči svoje partikularne cilje, to pa tudi za nas ni sprejemljivo. Zato bomo mi vedno tisti, ki bomo jasno povedali, kaj so naše vrednote, kaj so naša izhodišča, in to se kaže v našem programu in tudi napovedih, kaj bomo mi recimo izpostavili kot tisto ključno za bodočo morebitno koalicijsko pogodbo, če bomo dobili izhodišča v kratkem. Treba je umiriti žogico, treba je prenehati z delitvijo na vaše in naše. Mi rabimo vse, samo 2 milijona nas je v Sloveniji in potrebujemo leve in desne, potrebujemo vse zdravnike, mi potrebujemo zaposlene v dolgotrajni oskrbi in potrebujemo tudi, lahko rečem, nek razvojni moment za preboj. To pa ne bomo dosegli z dosedanjim napadanjem obrtnikov, podjetnikov, kmetov, da so to neki nebodiga treba, bogataši. Treba jim je dati vizijo, upanje, umiriti zadeve, ne vsako leto spreminjati pravil igre poslovnega okolja in na tak način mislim, da bomo lahko dali nov razvojni moment tej naši Sloveniji.